V vetrovnik postavite 4 predmete z enako maso. S povečevanjem hitrosti vetra povečujemo zračni upor na predmete. Kateri predmet se bo zadnji dvignil z dna vetrovnika? Bo to A. zajček, B. račka, C. velika žoga ali D. teniška žogica? Meni se zdi, da manjša površina mora biti. Dolga debata pri obeh ekipah. In izbrali ste dvakrat odgovor D. Najprej grem k rumenim, osnovna šola Dobje. Zakaj teniška žogica? Ko ima najmanjšo površino. Najmanjšo površino in bo jo najtežje dvignilo. Dobro. Juličasti, vi ste na tole stavili Brihtolina. Točno tako. Bo to pravi odgovor ali ne? Upajmo. Kako ste razmišljali, kako ste prišli do njega? Ja, manjša površina pa... Ja. Ja. Dobro, potem vidim, da ste usklajeni. Bomo videli, če boste obe ekipi dobili točke. Rok, kateri predmet se bo torej zadnji dvignil? Tule pred mano so 4 predmeti, ki vsi tehtajo enako in sicer 100 gramov. Zajček, račka, velika in mala žogica za tenis, ki so postavljeni na dno tega vetrovnika. In ravno ta tla omogočajo, da bo skozi pihal veter z veliko hitrostjo. Ko se bo to zgodilo, se bo na predmetih povečal zračni upor, ki pa je odvisen od prečnega preseka in od oblike samega predmeta. Jaz komaj čakam, da vidim, kaj se bo zgodilo. Zdaj le bom zapustil tale vetrovnik. Nec, mi pa smo pripravljeni, zaženi propelerje. Ko sila upora postane večja od gravitacije, se predmeti začnejo dvigovati proti vrhu vetrovnika. Najmanj aerodinamičen je zajček, ki ga je že dvignilo, ga dvigne prvega, no zatem pa mu sledita račka. Tole se dogaja zdajle. Ja, račka in kmalu zatem tudi velika gumijasta žoga. Najbolj aerodinamičen predmet je žogica za tenis, ki jo dvigne zadnjo. Pravilen je odgovor D. Hvala, Rok, prinesel si točke obema ekipama, rumenim 5, vijoličastim pa 10.